Ali imaš kdaj občutek, da imaš popolnoma zaseden urnik, ne veš več veliko projektov na svojem pladnju in v bistvu ni pa od ničesa tistih ta pravih rezultatov, ki si jih želiš v svojem poslu? Če je tvoj odgovor da, potem ti bom danes s tabo delila, kako določiti tiste prave prioritete in se hkrati izogniti izgorelosti. Hej, dobrodošel, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse od postavitev temeljev celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. No pa dajmo danes pogledati, kako določiti v bistvu tiste ta prave prioritete, ki ne bodo vodile do izgorelosti. Zdaj velikokrat pa tudi jaz med njimi se znajdemo lahko v tem multitaskingu in delamo veliko stvari, ker mogoče slišimo, pa to še je treba narediti, pa to je fajn za tvoj posel in tako naprej. In imamo potem mogoče čisto nabasen urnik, ampak mogoče, ko na koncu meseca pogledamo na TRR ali pa pogledamo, kaj je bilo narejeno, ne vidimo takšnih rezultatov mogoče, kot bi si jih želeli. In s tem seveda delamo svojemu biznisu in pa tudi sebi eno veliko neprijetnost zaradi tega, oziroma neko luknjo bi lahko rekla, ker če ne določimo v bistvu jasnih prioritet, potem lahko velikokrat nekaj tudi začnemo, pa potem pustimo vmes, pa se lotimo nekih projektov, ki nas ne vodijo do nekih ciljev, ki si jih želimo. In s tem, ko nenehno delamo in na dolgi rok torej ne vodijo do ciljev, ki si jih želimo, lahko hitro pride tudi do preobremenjenosti in na dolgi rok tudi do izgorelosti. In velikokrat, ko se tudi jaz z potencialnimi strankami ali pa z strankami pogovarjam, mi potem rečejo, joj Maja, jaz pa zdaj recimo nimam časa investirati naprimer v svoj brand ali pa v svojo spletno stran. Zaradi tega, ker moram obnoviti stanovanje, ker moram zamenjati avto, ker moram iti na dopust in tako naprej. In preden sploh grem v to tematiko, bi seveda rada opozorila, da vsak izmed nas ima svoje prioritete v življenju, kar pomeni, da mu je nekaj pač bolj pomembno kot nekaj drugega. Ampak glede na te prioritete imamo potem tudi, če temu rečemo, posledice. Zdaj, ali so to te pozitivne ali negativne, je pa seveda nekaj drugega oziroma je odvisno od pač odločitve, ki jo sprejmemo. In zdaj, če se vrnem nazaj k tisti preobremenjenosti, če imamo napačne prioritete. Če torej, naprimer, je naša prioriteta, da smo vsak dan, posnamemo live in ne vem koliko objav na družabnih omrežjih in ugotovimo, da to našemu poslu na dolgi rok ne prinaša učinkovito recimo novih strank. Ali pa, če delamo tudi kakšne druge aktivnosti, ki nas ne podprejo in jih ne spremenimo, lahko torej pridemo do preobremenjenosti, do izčrpanosti, nimamo rezultatov, ki si jih želimo, kar pomeni, da bomo potem verjetno tudi hitro zafrustrirani, izgubljamo čas in pa priložnosti tudi za pomembnejše projekte. In eno študije torej tudi dokazujejo, da ljudje, ki se v bistvu osredotočijo na eno zadevo hkrati, torej takšno, ki jih vodi do cilja, so veliko bolj uspešni, torej 50% so bolj produktivni. Tako da seveda fajn je, da imamo fokus, da imamo postavljene prioritete in zdaj, kako jih postaviti, je pa mogoče naslednje vprašanje. Ker če imamo nek fokus, če imamo postavljene točne prioritete glede na naše cilje, potem bomo točno vedeli, imeli en smerokaz, v katero smer želimo iti, da bomo prišli do tistih rezultatov, ki si jih želimo. Bomo imeli točno jasno vizijo, kaj moramo vsak dan početi, in nismo tisto malo raztreščeni, pa bomo še to probali, pa malo to, ampak imamo točno lahko jasen fokus, kar pa pomeni tudi, da smo na dolgi rok lahko bolj zadovoljni in pa tudi bolj uspešno pridemo potem tudi do ciljev. In če seveda imamo te prioritete pravilno postavljene,
smo na koncu tudi seveda lahko veliko bolj svobodni, ker si lahko tudi osvobodimo čas. Zdaj, verjetno mogoče je tvoje vprašanje, kako pa zdaj ugotoviti, kaj so moje prioritete. In sem pripravila 5 ključnih vprašanj za določenje teh prioritet. In prvo vprašanje je, ali to, kar razmišljamo kot prioriteta, ali to ustreza mojim dolgoročnim ciljem. Če recimo razmišljaš o spletni strani in razmišljaš, ali bi to zdaj bila tvoja prioriteta, potem se mogoče lahko vprašaš, ali je to pelje do teh tvojih dolgoročnih ciljev. In če je to tvoj dolgoročni cilj, je, da avtomatsko recimo ogrevaš stranke, prideš do novih strank, da si narediš en avtomat, ki ti bo potem osvobodil čas in avtomatsko pridobival stranke in osvobodil čas, potem je spletna stran, seveda bi lahko tukaj v tem primeru rekli, da je, torej gre na tvoj dolgoročen cilj. Če je tvoj dolgoročen cilj kakšen drug, potem bi lahko mogoče bil odgovor tudi ne, pač je odvisno. Ampak prvo vprašanje je fajn, ki se ga zastavimo, ali nas to, kar hočemo dati kot prioriteto, pelje bliže torej našega cilja. Potem drugo vprašanje, ki je fajn, da si ga zastavimo, kakšen bo vpliv tega projekta, oziroma tudi zraven, ali me to tudi prižiga. Zdaj, če ima nekaj visok vpliv, ima seveda tudi potem več vrednosti. Kaj to pomeni? To pomeni, da recimo, če se vrnemo spet k primeru spletne strani, ali bo v mojem poslu imela veliko vpliva, če zdaj jo res spilim, če si naredim, da je spletna stran moj prodajalec pa asistent, ali bo to nek velik vpliv imelo na moj posel v naslednjih mesecih ali celo letih. In zdaj, če narediš res učinkovito spletno stran, potem si lahko predstavljaš torej takšno, ki bo, vse tiste nove obiskovalce, ki bodo prišli na spletno stran, brez tvojega dodatnega dela nekako začela ogrevati, z njimi gradila odnos, zaupanje, kredibilnost, te predstavila v pravi luči in jih vodila do nakupa, potem verjetno se strinjamo, da seveda je to lahko veliki vpliv, ker imaš v bistvu nekako potem enkrat investiraš v spletno stran in imaš potem brezplačno kot enega zaposlenega asistenta in pa prodajalca. Tako da tukaj bi lahko rekli, da je vpliv seveda lahko zelo velik na tvoj posel dolgoročno. Zdaj, če pa imamo kakšne manj pomembne projekte, pa mogoče bo to bolj zato, da si zapolnimo urnik, mogoče niti ne pomislimo na to, z nekimi aktivnostmi, ki nam na dolgi rok ne prinašajo nekega vpliva ali pa doprinosa. Zdaj, ne narobe razumeti, ker velikokrat družabna omrežja omenim, družabna omrežja so fantastična za druženje za to, ampak če je naš glavni fokus oziroma naša glavna prioriteta to, da redno objavljamo samo na družabnih omrežjih, in se vprašamo, torej, kakšen bo vpliv tega projekta, torej, da redno objavljamo na družabnih omrežjih, seveda je treba razumeti, da seveda zagrajenje odnosov je super, ampak od nas bo ta aktivnosti verjetno zahtevale tudi veliko akcije. Ker vemo, življenjska doba neke ene objave je tam mogoče en dan, potem pa je že nihče ne vidi. Tako da mogoče nima tako ogromnega vpliva, lahko ga pa ima tudi, če to raztegnemo, če smo res prisotni, aktivni in tako naprej. Gremo na naslednje, torej tretje vprašanje, ki si ga je fajn zastaviti, to je, ali je zdaj pravi čas za to. Ali imam torej trenutno dovolj virov, časa pa energije za ta projekt, da se ga zdaj lotim in tudi zaključim. In zdaj, če gremo spet na primer spletno stran, ali je fajn, da se tudi vprašamo, torej, ali si lahko privoščim biti brez nje, ali pa brez tega projekta. Ali zaradi tega, ker nimam, zamujam neke druge priložnosti. In zdaj, če se vprašamo, torej, ali imam dovolj virov, časa, energije, denarja, za ta projekt. Če bi pogledali spletno stran, verjetno se strinjava, da je lahko
sploh če se je lotiš čisto z nule, vse, da delaš sam oziroma sama, ti bo verjetno vzelo kar nekaj časa, verjetno tudi nekaj energije, pa verjetno tudi nekaj denarja, da vse to poštudiraš, da veš in tako naprej. Lahko seveda si pa umisliš tudi kakšno dodatno podporo, ali delno, ali pa v celoti. Zdaj, popolnoma, da bi predali, jaz to ne priporočam, ker mora vibrirati tvoj brand in edina oseba, ki tvoj brand najbolj pozna, si pa ti. Ne? Tako da je tukaj v bistvu res, se vprašamo, ali je zdaj pravi čas. Zdaj, tukaj je zdaj lahko tudi ena zelo, zelo velika past pri tem vprašanju, da si rečemo, ne, zdaj pa še ni pravi čas, ker nimam dovolj denarja, ker nimam dovolj časa ali pa ker, ne vem, še nisem tako daleč v svojem poslu. Zakaj je to past? Zaradi tega, ker je to lahko samo en izgovor, ki si ga sami sebi govorimo. Zdaj, če govorimo o primeru spletne strani in nimam časa ali pa nimam denarja, verjetno se bomo strinjali, da ti denar ne bo kar tako padel z neba. Ali pa tudi, če imaš kako mentorstvo ali pa kaj takšnega si umisliš, redko kdaj pade denar kar tako z neba, lahko pa seveda mi kot podjetniki pa podjetnice imamo vedno to svobodo, da pridemo do novih virov dohodkov. Tudi za takšne enkratne recimo investicije. In je mogoče potem boljše vprašanje, kako lahko pridem do teh virov. In si ne rečemo, ok, nimam zdaj časa, pa dejansko vemo, da tega časa ali pa denarja kar ne bo, dokler ga ne bomo naredili. Ampak seveda imamo pa lahko tudi obdobja, če recimo si ravno, ne vem, v obdobju recimo decembra, ko je mogoče ali pa katerikoli mesec, ko je prodaja ali pa imaš res ogromno dela z tvojimi strankami, potem se takrat mogoče ni najbolj primeren čas, da greš se lotiti nekih razvojnih projektov, ki sicer so potrebni, ki te bodo prestavili stopničko naprej, ampak mogoče tisto obdobje ali pa ta mesec ni najboljše. Zato je v bistvu res fajn, da zelo premislimo, a je to samo izgovor ali res zdaj ni pravi čas. Četrto vprašanje, ki se ga je fajn zastaviti, je, ali lahko delegiram oziroma poenostavim to, kar pač želim početi, oziroma kar razmišljam, da bi bila neka prioriteta. Fajn je, da se spomnimo, da ne rabimo vsega sami narediti, da lahko naloge delegiramo, da lahko si poiščemo dodatno pomoč oziroma da si kakšne naloge tudi poenostavimo. To pomeni, da lahko mogoče uporabimo tudi umetno inteligenco, ChatGPT in tako naprej, ki nam lahko kaj pomagajo, kaj doprinesejo. Marsikdo je sicer proti umetni inteligenci, ampak dejstvo je, da so v bistvu lahko nam zelo fajn pripomoček, sploh pri nekih delih, ki ni zdaj nekega, ne potrebuje ravno naše osebne roke, da mi zdaj to naredimo. In pri delegiranju oziroma, da imamo neko dodatno pomoč, to ne pomeni, da mi čakamo, da si bomo lahko privoščili, da bomo, ne vem, da nam bo tukaj na mizi zraven ležal kup denarja in da takrat šele lahko delegiramo. Ena izmed mojih večjih napak, ki sem jih naredila v 10+ letih, ko sem na poslovni poti, je definitivno to, da si nisem prej umislila pomoči, ker dejstvo je, prej ko si umisliš pomoč, prej si osvobodiš čas, ki ga lahko potem nameniš ali za rast in razvoj svojega posla in v tem času ali že to v bistvu, kar plačaš za dodatno pomoč, večkratno ali pa enkratno obrneš, ali pa v bistvu res narediš sisteme, ki ti bojo na dolgi rok potem prinašali te dohodke. Tako da definitivno delegacija, dodatna pomoč je lahko super, ampak tukaj se seveda lahko vprašamo, ali to, kar želimo dati zdaj kot neko prioriteto, ali lahko mogoče to čisto avtomatiziramo, lahko delegiramo, lahko kako poenostavimo. In peto vprašanje, ga ne izpustiti, ker je res blazno pomembno, pa velikokrat mogoče bi ga kar preskočili, in sicer to je vprašanje, kaj me bo to stalo, če tega ne naredim. Ok? Zdaj, če je cena zelo visoka za to, da tega ne naredimo, da bomo veliko plačali, potem bo verjetno prioriteta hitro poskočila. Če govorimo o marketingu, če ne vložimo torej časa, energije, karkoli v svoj marketing, nas bo verjetno to veliko stalo.
In to vključuje tudi recimo spletna stran. A ne? Če nimamo spletne strani, ki je učinkovita, kaj me to stane? To me stane, da recimo ne gradim zaupanja in pa kredibilnosti na dnevni ravni. To me stane, da redno izgubljam stranke, kar pomeni izpad dobička, ker pač ne konvertirajo, ker ne pridejo, ne? Ker moram jaz mogoče jih ročno vedno iskati te stranke, z njimi biti v kontaktu in nimam avtomatskega sistema. Potem seveda izgubljam veliko časa, ker moram vse to ročno početi, ne? Definitivno je tudi konkurenca potem verjetno veliko pred mano, če že imajo neka taka orodja, spletno stran, ki jim pomaga in tako naprej. Se pravi, fajn je tudi o tem razmisliti, kaj je tisto, torej kaj me bo stalo, če tega ne naredim. Jaz sem recimo pred časom imela za eno stranko posvet in mi je v bistvu rekla, da si zdaj ne more privoščiti, da bi investirala svoj čas v izdelavo spletne strani oziroma da bi sploh investirala nek čas v to, da bi iskala nove stranke. In mi je bilo tako zanimivo, ker mi je v bistvu potem pa tudi povedala, ne, da jo v bistvu mož preživlja, da je to zato v bistvu ful se slabo počuti, a ne, ker nima ona nekega doprinosa in tako naprej. Ampak, a ne, v resnici brez strank ne bo prišlo v biznisu tudi do dohodkov. In če temu ne damo največje prioritete in smo najbolj fokusirani na to, potem seveda bo naš biznis trpel. Tako da je fajn se tudi vprašati, a si mogoče lahko privoščim, da se tega ne lotim. Kako dolgo si lahko privoščim, da recimo me bo nekdo drug preživljal. Tudi to je v bistvu zelo pomembno vprašanje, ki nekako paše v ta sklop. Tako da definitivno te povabim, da če razmišljaš, kaj je tvoja prioriteta, kaj želiš v tem letu tudi izboljšati, nadgraditi, da si postaviš teh 5 vprašanj. Veselo bom tudi, če spodaj v komentar zapišeš oziroma podeliš mogoče kakšen svoj aha moment oziroma tudi kako ti v bistvu določaš, kaj je prioriteta v tvojem poslu. Tako da, to je pa za danes to, kar sem želela s tabo deliti. Se vidimo kmalu in hvala ti. Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast v najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.